Danes imam posebno gostjo, Španka po domače na YouTubu, drugačni pa ime Urška. Kot sem ti že povedal, si moja najljubša YouTuberka, predvsem zato, ker si iskrena, poveš tako, kaj je. In verjetno, da ti karkoli bi meni povedala, bi ti verjel, ker tako iskreno deluješ, da bi rekel, ta pa ne zna se zlagati. Saj ne more. Jaz se vedi takoj vidi. Da se ne lažeš. Ja. Tvoji videi so zelo zanimivi, no pa imam glede na te tvoje videe par vprašanj. Smela mogoče s to svojo iskrenostjo glede težave? Jaz. Skozi pomagam. Pač enkrat smo šli, ne vem, kupovat kavč pa tako, če se spomnim. Pa tak, mi grede svoji mami naredim sramoto v trgovini, pač kar reče, kaj bomo ta grd kavč kupi, to tam na prodajalka mi čudno gleda, kaj z mano narobe, pač ne vem, kar tako, kar čutim tisto povem, ne, pa se mi zdi, da bi bilo čas boljš, da bi bila tih, sama če mora biti, ne. To, ker imam jezik malo hitrejši od pameti. Praviš, da je ljubezen sranje, kako smo do tega prišla? Ne glede, da je sranje, kar sem pa rekla. Mislim, da sem te zdaj malo poslušal, še enkrat prenesel ta intervju se dubla, ne? Pa se mi zdi, da si prav to rekla, no, pa opevaš, da je samsko življenje veliko boljš. Ja, meni ne glede, da je sranje, se verjamem, da obstajajo tudi kakšni partnerski odnosi, ki so res tako ful v redu, ne? Recimo moj fotor pa njegova ženska, se mi zdi, da se kar zastopta. Sam to, kar vidim, ne, pač ljudje, ki so skupaj, se mi zdi, da jaz ne bi bila v takem odnosu srečna. Enostavno to hlinjenje, da si srečen, ali pa ne vem, kako mi rečem, dolgočasne zveze, potem... Kaj je zate dolgočasna zveza? Recimo, ona doma cel dan pegla perilo, on ga žura, ona noče iti nikamor z njem, špila igrice. Ali je ženska kriva, če noče nikamor z njem iti? Odvisno od partnerskega odnosa, moje čisto odvisno. Zelo težko najdem čisto specifičen primer, ampak recimo, enkrat je ena bivša punca, če sem imela zdaj tipa 1 leto, ne? In tako smo se pogovarjala, ne? Jaz sem njega vprašam, ja, kak si bil pa ti kaj do drugih punc, ne? Pač je bilo vse okej, tako, ne? Je bilo okej, mislim, pač meni je bilo čisto okej, ne? Če sem šla stran, ne? Pa tak, ja, meni je ena punca rekla tako, tiste punce, ki ste navajene biti samske, z vami bo največ problemov, ne? Mi se strinjali, ja. In tak, sem vprašala, ja, sam kak si se pa ti z njimi počutil, ne, kaj ste vi počela, vam je bilo super, ne, tako v tem odnosu, ko ste bili pač prej, si rekel, da sem imel ene punce, pa da je bilo super, ne, ker sem šla stran zaradi tega, ker mi ni bilo tako super. In je rekel, ne, pač iste stvari smo delali, njim je bilo super, meni je bilo super, ne, sem pa smo pač čez čas nekako se oddalili eno drugo, pač v glavnem, da mi je bilo super, ne. Jaz pa enostavno ne vem, ali imam višje standarde, kako pač meni tisto, kar je on počel s prejšnjimi puncami, pa potem, kar je isto stvar potem počel z mano, meni to ni bilo dovolj. Ljudje smo vsi različni, tako da mogoče sta imela različne hobije, različne interese, pa se nista ujela, ne? Drugačen karakter, kako bi rekla, enostavno. Tisto, kar drugi ljudje počnejo, meni je to tako dolgočasno, ne se da od življenja obstaja še kaj drugega, kakor samo šiht pa domov, pa šiht pa domov, pa šiht pa domov. Pač tudi te moji kolegi, ne, ko jih vidim, recimo ene moje bivše sošolke iz osnovne šole, ki imajo že po 2 otroka, pa tako, ne. No, zven zgleda vse super, ful se imajo radi, družina, ne vem kaj, ampak pol pa recimo pa vprašaš, a si srečna, ne? Kar naprej se recimo pogovarjajo o plenicah, pa tako, ne, ja, pa moj, pa zdaj pa že prvi zobek gre ven, ne, pa tako. A si srečna? Pa kar zmrznejo, tako. Sicer to ni zdaj moja izkušnja bila, ne, ampak to mi je ena kolegica potem
doskrat je tako, ne, da navzven se zdi vse super, ne. Recimo dva se hočeta poročiti, pa misliš, da sta ful zaljubljena, pa ful se imata rada, ampak ko pač prideš bližje, ne, vidiš, da vsaj meni je bilo v tisti zvezi ful dolgcajt. Jaz bi umrla. No, kakšen pa je zate idealni fant? Kaj mora biti 3 lastnosti? Kako si to sploh predstavljaš? Mogoče to, ko zdaj povedala, bo fantom to prav pošla ta informacija, ker meni se je že kdaj naredilo, res kakšno punco na zmenek, pol ne veš, a si se dobro odrezal, pa se nisi. Ja. Pač fanti ne vemo, kaj vam je ženskam všeč in to mogoče pametna informacija, če to veš. Je prvo, da si iskren, da danes se mi zdi, da je ful takih tipov, pač ne vem, jaz sem se zdaj ful navadila biti sam spremenjen zakon. Zdaj tak, če bi jaz rekla... Osi samska zdaj. Ja. Moj ženit na ponudnice v kopciško. Tega imam že tak ali tak dost, ampak ni fora v kvantiteti, ampak v kvaliteti. Ja, ampak tudi med kvantiteto se pol najde kvaliteta. Ja, vse. Če se samo en ali pa 2 interesanta, je težje dobiti nekega ta prav kupočih 10-20, ali ne? Meni se zdi, da te cajti zdaj, ki so, to moraš biti hiter. Hiter iti na zmenek, hiter ga preboleti, hiter iti naprej, hiter moraš biti v tem. Jaz pa tak, ne vem, jaz sem bolj stara šola, kak mi reče, pač meni, če reče fant, da sem mu všeč, jaz to dejansko mislim, ful lepo, ne, všeč sem mu, ne, v resnici on misli, kak jo bom po seksu, ne, to je zmeri tako, pač, in to me dostkrat zmede pri tipih, ne. Ampak ni tisto, ki si rekla, prva lastnost, da mora biti iskren, ne? Ja. A ni to zmeraj bilo, da neke ženske ljubijo barane? Ja, A ni on, ki je iskren, pa ti reče, jaz te imam pa tako rad, pa Zdaj odvisno. nikoli te ne bom prevaral. Odvisno. Taki ponovadi dolgočasni ratajo, ne? Lej, tako je, če je fant copata, pol lahko gre po svoje staravi copat, ne? Pač mora biti, ne zdaj baraba, zdaj če se bo izdajal, da je ful prijeten fant, pa bo v resnici ful zloben, ne, pač jaz sem take, jaz jih odjebem stran, pač nočem imeti opravka s tabo, ne, niti se nočem družiti s takimi ljudmi. Imam pa recimo rada, da se že takoj pove, kaj človek misli, kakšne ima namene, ne, da se neki v celofan zabijajo zadeve, ne. Pa tako malo sem začela opazovati, kaj je meni osebno všeč, pa kaj se z drugimi puncami, ki se tu pogovarjamo, ne. Pač eni tipi imajo tak dotik, ne, tako tak se tak čist medlo dotakne, tak, ko da jim je nerodno, ne, v bistvu. Jaz sem pa rada tako, da se te konkretno prime, ne zdaj ful grobo, ampak da se čuti dotik, ne. A se tudi pri rokovanju vidiš človeka, je samozavesten, ali samo roko ti da, ali te prime. Da je neka taka zdrava mera, ne vem, kako se mi zdi tako, kakor da ni, ne vem, kakor da se ne boji, no. Eni fanti se mi zdi, da se me kar bojijo. Ja, sem bojijo se te ponovadi tisti, ki so zaljubljeni vate. Običajno je tako tisti, ki si reče, če bo, če ne bo, tisti zaljubljen vate. Tisti, ki si pa nekaj želi, si tudi tako, ki ne vem, če si športnik, greš na neko veliko tekmovanje, in pokvariš vse, zato ker je želja kot velika, to je res, ja. ne gre, ne. Čeprav eni se mi pa zdi, da enostavno nimajo samozavesti, pač tudi čudno se nasploh obnaša, tako je rata ljubosumni, pa to, če že kaj drugega delaš, pa če se mu najaviš 3-krat na SMS, zdaj me pa kar nočeš, blablabla, ne. To so mi take otročje scene, ampak to dela folk, ki je še starejši od mene, ne. To mi je tako malo žalostno. Ker take stvari sem bolj starejši od tebe, niti ne znam komentirati, ker to so se zdaj zadeve spremenile, ne. Ampak jaz tudi, da bi mi kakšna non-stop SMS-e pisala, meni se to zmeša. Jaz, če službe imam službo, sem službo tudi dela, pa mi še na SMS-e odgovarjam, pa ne vem, kaj sem dober. Jaz pa ful rada pišem SMS-e tak skozi. Sam ne pričakujem, recimo, če človek nima časa, ne pričakujem, da bo zdaj odpisal nazaj, pa nisem zdaj bilo, ja, zihar me varaš nekaj, zakaj mi ne odpišeš, ne. No, pa če se vrneva idealen, se rekla, iskren mora biti, kaj še? Dotik, ne, Ja. brez tega to
Mislim, to te tako podžge, tudi strast, če ni dotika, če ni flirtanja tega, ne, pol, kaj se, brat pa sestra, ali kaj pač, ne, prijatelj sam. Še kakva lastnost? Zabaven mora biti, da bi delal, ko je ženska zelo pomembno. Ja, vsaj pri meni, zato ker jaz sem dosti tak nošmarjal, tak resen človek. Pač večino svojega lajfa sem bila žalostna, pa tudi zdaj se moram paziti, da nisem žalostna, ker hitro me potegne v to noter. In pa če rabim take zabavne pa zgovorne ljudi ob sebi, da me nekako, s kom se družiš, to si, ne, si pač zato. Zdaj pa, imela sem pa enega fanta, ko sem si mislila tako, sej smisel za humor, to ni nič taga, jaz to ne rabim, ne, da je nek človek, da imam fanta, ki ima smisel za humor. Pa je razlika, ful velika, no. Tak nimaš si kaj zapovedati z unim fantom, tako na dolgcajt je bilo prisilni pogovori, nič ne. Kakšen je pa idealen dopust, da te fant pele? Hotel 5 zvezdic. Ne. Joj, mislim idealno. Jaz nimam nič kaj tako idealnega, tudi nimam najljubše barve, recimo, ne. Vse mi je tako. Vsaka stvar je po svoje zanimiva. Piknik s prijatelji, čevapčiči, zajbancija, pa gremo pol, ne vem, kupim si plavutke, pa grem plavat v morje ali pa v bazen, ali pa kaj takega, čeprav nisem jih ljubiteljica morja, ampak plavanje, ne, to mi je pa res užitek. Kaj bi bilo še idealen dopust? Nekaj novega, da nekaj novega sprobaš, greš v kak adrenalinski park, ali pa recimo jaz se ful bojim hitrosti, pa grem na motor, ne, pač s kakšnim fantom, tako, pač da nekaj novega sprobam, nekaj out of the comfort zone. Tudi v svojih videih poveš, da imaš z depresijo probleme, ne? Mislim, no, saj nisem več depresivna, ampak to ostane v tebi, pač takšen si, kako bi rekla zdaj, ti si ful umirjen, ne? Tako, ne, ti si tako. Ja. Ne, jaz sem pa tako. Ne? In pač tako se rodiš. Človek ne bi imel občutek, da imaš ti probleme z depresijo. Ja. Pa tudi običajno je tako, tisti, ki jih ima, tisti ne bo rekel, da jih ima. Tako da, zato sem te to vprašal, ne, ker me je zanimalo, kaj boš odgovorila, ne, ker običajno tisti, če nekdo vede depresijo, ti smo že 3/4 problema rešenega, ne. Tako da največ problemov ima tisti, ki problem ne vejo z depresijo, pa nima problemov. Obstaja veliko vrst depresije. Jaz sem gledala eno youtuberko, pa se ne spomnim za imena, ko se njena depresija kaže čisto na en drugačen način, da v bistvu fizične bolečine napačno njeni možgani zaznavajo in lahko ne vem kakva vnetja, pa ne bo nič čutila, ne? Ali pa ne vem, kar ne vem, tako se utrga, ima kar nek paničen napad, kar tako. Zdaj, jaz nisem imela teh problemov, ampak sem tako čustveno ful občutljiva in vsaka stvar me je ful potrla, pač, kako ne rečem, žalostna sem bila ful časa, ne, par let, vsega skupaj 4 leta sem bila intenzivno ful žalostna. Kaj je bil to razlog? Nesrečna, ja. To pa nepravi prijatelji, ki me niso razumeli in sem mislila, da je z mano kaj narobe, ne. In pa sebe začneš obtoževati, joj, pa nisem dosti dober, pa nisem bla, ne. Pa to si rečeš, da jaz nočem večno tako živeti in sem se mogla res zavzeti za sebe. Ja. In sem 2 leti se bila vlekla, iskala drugo družbo, pač ostala sem brez vseh prijateljev, sem rekla, kurz gleda, jaz moram na novo začeti, ne, pač ne vem, enostavno nisem hotela cel life tako živeti, ker vidim pač, recimo, mama od ene moje frizerke, ne, ona je skozi depresivna, ona samo čaka, da bo neka nova tableta prišla in jo rešila, ne. Samo te žalosti, jaz mislim, da to ne moreš glih, pa te neke klinične depresije, jaz dobro, zdaj nisem strokovnjak na tem področju, ampak jaz mislim, da to moraš ti sam predelati, pa da je to v bistvu del osebne rasti. Pač meni so recimo kakšni YouTube videi ful pomagali, jaz gledam to Tales One ful. To je ena vidi pač, kako bi rekla, duhove, kako ne rečem, pač te astralne zadeve, bla. In ja, tako kakor ona recimo se tudi ne more jesti določenih
določene hrane, ne more se družiti z določenimi ljudmi, tako tudi jaz ne morem, ne? Enostavno pač, koliko si na neki točki zavesti oziroma vsi tudi pri sebi to vidiš, to je normalno. Enostavno ne moreš priditi z nekimi ljudmi skupaj, ne glede na to, koliko se trudiš, koliko jim daješ časa. No, zakaj bi z nekom, ki ne more skupaj priti, zakaj bi sploh čez skupila? Recimo, takrat nisem vedela, da obstajajo še drugi ljudje in da si pač jaz lahko najdem druge ljudi in sem mislila, da je tisto v bistvu super prijateljstvo, ne? In dokler nisem prišla v srednjo šolo, dokler nisem spoznala ene zdaj bivše cimre, ne, nisem vedela, kaj to pomeni pravo prijateljstvo, ne? Nisem jaz del dejansko, kot da sem našla izgubljeno sestro in še danes tako zelo dobro odnosno. Pač ni zdaj umno, da bi bila ful depresivna, ampak mora se paziti. Tako se rodiš, no, čustven. No, sej, tudi človek, da je majčkeno depresiven, to hitro padeš. Jaz se že vidim, koliko sem bolj šole, če sonce sije. Ali pa tista zima, ki je skozi tako turobno. Pa nimaš se kam dati, recimo, ne? Nimaš nobene energije, pa enkrat sonce po svet, mislim, bi pa kar. Čeprav veš, če imam kakršnokoli težavo, ali v poslu, ali tudi osebno, ali karkoli, jaz grem teč in meni to vedno pomaga. Pol dobim občutek, jaz ko tečem, dobim občutek, da sem tako močan, da če bi streljal name, da bi se nekaj od mene dobijala. Ampak res. Tako matrica. Tako nekako, ja. Tako da rečemo, meni to pomaga, ampak vem, da so različni ljudje. Meni pa recimo fitness, ne? No, vse to je isto, v bistvu. Mislim, da se nekaj daš, prepotiš. Jaz imam skozi ta kompleks, da sem zguba, ne? Ker jaz nimam še neke karijere in jaz si to ful želim imeti, ne? Si šele 25 let stara. Ja, jaz želim kar bi vse, ne? Pa to ne gre tako na hiter. In pol pač, ko grem v fitness, se mi zdi, dobro, danes sem pa že nekaj naredila, ne? Danes pa nisem tako totalno zguba. Zguba je tist, ki niti ne razmišlja, kaj bi delal. Tako da, če razmišlja, si na dobri poti. Ja. Se vidim, recimo, eni kolegi, ne? Te small town pa to, ne? Pridejo na kofe, pa cel dan po gostilnah in to jim je život. Pravi, takoj umrem. Samo je pa res, da se moraš pa malo potruditi v življenju, ne? Meni so potovanja, tak hobi, ki živim za njega, ne? Ampak tudi potovanja mi vedno niso bile tako super, kakor so mi zdaj. Tako da jaz pravim, da moraš vsako stvar natrenirati, tudi potovanje. Tako kot smučati. Gre smučati, če še nisi prej nikoli smučala, to je muka. Prvič. Meni je bilo prvič mi je bilo za... Kako, če ne znaš smučati? Ma sem rolala, samo... Ja. No, ampak če ne znaš smučati, tudi brez veze, ali pa karkoli, ne vem, tudi tenis igrati, ne? Če ne znaš, verjetno so tiste žogce, ko jih hodiš, boš tudi brez veze, ne? Tako da vse se moraš malo na začetku na silo, ali pa dobiš. Ja, sej zato sem jaz, ne, ker jaz pa še nisem potovala pa to, pač bi rada en dan, ko bo čisto vse okej, pa ko bom imela še cash pa to. Ja. Pa sem te glih, to me zanima, ne, kako ti to najdeš potem tiste destinacije, da ti ni dolg čas, da, ko si natrenirana nekak, ne, da znaš uživati, ko kam greš, pa da te ni strah, joj. Veš kaj meni? Strah, ne vem, kaj bi bilo. Oziroma imam pa eno fobijo. To je najbolj še ena redka fobija, ki jo imam jaz. Jaz imam strah, ko grem kam v tujino, da bi mi kje kdo potaknil kakšno drogo ali hitazga. Jaz zmeraj, ko grem domov, vse zruzaka ven in vsake umazane nogavice pretipam za vsak slučaj in od tistega trenutka naprej ne spustim ruzak od sebe, da bi zdaj to naredil, pa še malo ven po mestu, pa nazaj pa še ne. Takrat, ko to naredim, ruzaka ne spustim. Pa to se dogaja? Lej. To je, veš kaj, no vidiš, to je bilo pri meni, da sem sicer to že od nekdaj, mečkaj me je bilo strah, tako čist malo. Mogoče, ko so ga z bratom na prvem potovanju v Venezueli, so naj čist pregledali, ko so šla. Ja. Čist vse ruzak, ne? In takrat sem bolj mislil, če bi nama kdo kaj potaknil, ne? Pa
Pa Zagor dam tudi vprašanje, kako imajo, ne? Bože, ne, da tam prideš v Zagor, ne. Saj zato se tudi več, če bodo zaprli v Nemčiji, briga me, ampak tam je nekje na enih Filipinih in Bože, ne, dajo v Južne Amerike, ne. Tako da to imam tudi jaz malo fobijo. Druge pa nimam to, da bi kdo kaj naredil. Jaz sem če bi ženska bil, je drugo. Ne? Čeprav ne boš verjela, pa srečaš po Južni Ameriki, ki ženske sama potujejo. Tako stari kot ti, lahko še mlajša sama pol leta gre po Južni Ameriki. Jaz to ne bi nikoli naredil, ker lej, enkrat te nekdo posil, pa ima življenje zajebane, tako da jaz to ne bi naredil. Ne? Ampak drugače teh fobij nimam, nobenih strah, mislim, kaj pretepajo, če me Evropajo, jih ubijem, da ne bojo jih mene. Tako da nimam čisto absolutno nobenega straha. Jaz se bojim recimo trgovine z belim blagom, ne? Z ljudmi. No, če bi šla sama, ampak lej, moj brat je šel z 1 leto pa 3 mesece starim otrokom v Vietnam, tako da ni to, kar veš, pokaj to se spravi običajno, tistega, ki se to spravijo, ga prej opazuje in se to na enega bolj šuhnejšega spravlja. Ne. Tudi ena zadeva je zanimiva pri potovanjih. Ne. Prvi dan te največ tistih nategatorjev, ki bi ti nekaj rad prodali, letava, ker si ti še lepo čist bel, pa tako naprej in reče, taj ne izkušam. Polkaz pa že po enem mesecu potovanja bi rekel, tudi že cune nimaš več tako čiste, ker če jih tam daješ po tistih servisih, pred tim ne operejo, tako ko se to doma ne opere, pa malo si ne obrit, pa tako naprej, malo zagorel in takih se običajno ne lovijo. Iščejo neke, bom rekel, švohnejše ljudi, tako si to predstavljam in tudi kar sem bral, ne. Drugač pa, mislim, jaz nimam nobene slabe izkušnje. Edino s taksi pa ne bi šla. Taksi, no, dobro, lej. Ne vem, meni je rekla ena kolegica, ko potuje, da Bože ne daj taksi. Kaj je? Pa to, veš. No, lej, jaz sem fant, ne spet in ne vem kaj. Jaz sem že doskrat taksista, se zmeneš za ceno, koga te na cilj pripele, hoče pa 10-krat več. Kažemo tis, kar hoče in to je to. Če se pa še kaj postavlja, jaz to psihologijo ljudi malo poznam, ne, pa tudi jaz sem kar korajšen človek, ker sem včas diskoteko, pa sem se moral malo pretepat, pa tako naprej. Tako da jaz se ne ustrašam kar, malo se tudi zato ne ustrašam, ker vem, da se vsak, če boš ti nastopil, se te bo on ustrašil. Jaz sem enega redarja, ki se res taki, ki je on bil, se jih 5 ne bi bal, ampak on je bil toliko samozavesten, tako izvorno nastopil, da so se ga vsi ful bali. In to sem se od njega naučil. Nikoli, če se ti ne ustrašiš, se te bojo vsi drugi ustrašiti. Tam pa po neki Aziji, če potuješ, pa so še ljudje, ne vem, Filipini, ne vem, rekel, kdo je, ki ima več kot 50 kil, jaz sem, kaj češ treh se ne moreš ustrašiti, pa enega taksista. Da jaz nimam, ampak drugač bi bilo, če bi punca bil, ne, tako da jaz sem se zmeraj čisto varno počutil, pa se tudi že Južna Amerika ne bila malo bolj nevarna, ampak je to. Ni. No to, ko sem vas spraševala, kako najdem te kraje, ne, to je zato, ker me zanima, potem gledam YouTube, berem in potem se pojavijo neki zanimivi kraji slučajno. Pa tudi v zadnjem času, pa tudi Instagram je ful super, vidiš kakšno super slikico, rečeš, pa to moram imeti, jaz sem kaj shranem in pol imam in rečemo, po mojem, bom v naslednjih 10 letih mu vsaj par potovanj, ki se bom na osnovi Instagrama odločil, ne, tako da nekako tako to gre, ne. Tako da potovanje je super, samo ne lotiti se ne moraš, pa malo potrenirati moraš, ne, če ti ta prič ne bo všeč, ne, to pa ni zame. Pa ne, se mislim, da bi bilo za mene, samo moram iti s pravo družbo, iti s pravo družbo mi res veliko pomeni, recimo, šla sem že tudi z napačnimi ljudmi, pa je bilo tako dolgo čas. Tako da jaz rabim, ali da sem sama, ali pa da grem s pravimi ljudmi res. A viš, jaz sem se pa, lahko rečem, treniral, oziroma tudi potovanja tako zelo zanimajo, da jaz tudi, če grem z nepravim človekom, ti bo še zmeri ok. Meni bo ok, ker jaz se bom skoncentriral na tisto, kar bom videl, ne, in lej, meni v bistvu kamorkoli na svetu bi me postavila, jaz bom najdel eno zanimivo stvar, da bo se pogledati, ne vem. Če me tle postavil, bi rekel, tam na ti skrip, grem pogledati gor, kaj je, pa zmeram se nekaj zanimivega najde.
Potovanja se super zgledajo. Samo tudi košta, ne, verjetno. Lej, to je po mojem mačkan... Jaz vidim, da nekateri ljudje se ne znajdejo. Ne vem, sem ti prej razlagal v Filipini 4 evre, da za cel dan najamaš skuterček. Ja. Če ga za več dni skupaj, lahko še malo zglihaš, ga mogoče celo za to lahko dobiš. Prenočišča dobiš, ne vem, lej, mislim, če tisto res šparaš, jaz sicer zdaj v takih, pač, ne, sem malo starejši, pa firma mi dobro laufa, pa to mi ni potrebe, ampak včasih sem z bratom spala v prenočišči, ki so dala 2-3 evre na noč, ne. Zdaj pa rečemo na Filipinih, če dva potujeta, se pravi 10 evrov na osebo, to dobiš ful lepo sobco, tako da nobenih skrbi, ne, tako da potujati se da zelo poceni. Ja, jaz enkrat res si želim, pač. Samo odločiti se je treba, ne. Lahko pa tudi kakšno destinacijo bližje zbereš. Maroko smo šli pred 2 letem, pa sem tudi že enkrat pred 10 letem, ne vem, povratna karta iz Treviza 40 evrov. Tam pa itak vse pocen, tako da da se zelo pocen. To denar ni zgovor. Kakšne imaš pa drugače hobi, da rečemo? Dosti jih je. Razen YouTuba. Meni je ful všeč ta multimedija pa to. Fotografiram sicer sam, če moram, ampak se ti pravim, jaz se tako lahko uživim v karkoli, tako da tudi po 10 minutih fotkanja sem že tam, da se še tako nastav, pa se že mečem po tleh, po nočček, ne. Pol imam, recimo, rolam se ful rada, ful si želim naučiti s temi kotalkami delati trike, ne. Če mi bo ratalo. To je tudi dobra tema za YouTube, se pol posnameš. Ja, sam to, mislim, te spine delati, to, ne vem, ful mi je težko se naučiti, pa tudi, ne vem, nekak tisti koleščki se ful preveč počas vrtijo, ne vem, ali sem kupila napačne role, ne vem. Rolov nisem pa še nikoli. Jaz pa ful, res, to mi je tako. Ful grem rada na malo daljše ture, sam edino ni cest, ne, urejenih. Ja, to je pa problem. Pol plešem v drogo, zdaj sem spet začela, tako da to mi je ful zakon, tak. Ampak ni tako, veš, da bi, recimo, ko si ti na glavo obrjem, pa se sam z nogom držiš, ne, to ni tako, da boš kar dol pal, ne. Itak je tam še ona trenerka, pa te še slučajno pridrži, če se slučajno ti ne držiš dobro, ne. Pa, ko visiš dol, se ne boš kar tako spustil, ne. Ja, jaz se ne bi, če vedel, da nekaj padem. No, tako da ni to. Največ je poškodb palca na nogi, ko udariš, ne, ko recimo padeš v tla, zabiješ z nogo, zato, evo, sem že ugasla sveče, potem, mislim, ja, je pa to tak šport, ko moraš kar ustrajati, no, da se kam premakneš. Pa dosti jih kar obupa, pa ono reče, jo, jaz to ne morem, malo zaboli, ne, pa mislim to, ko se ti, recimo, računi, da imaš ti tle štango, ne, in ti se moraš, celo telo moraš držati tle na te točki, ne. Se da, sem pač moraš malo zobe stisniti, ne. Odkje sploh ta štanga prišla, ker to jaz že vem, pred 3-4 leti me ena kolegica razlagala, da to trenira, pa se mi to malo čudno zdaj, vse je štanga, s čim povezuješ, na nočni klubi pa to. Vse moj fater ni navdušen, ne. Da pa tvoji starši gledajo tvoje videe? Mami, ja. Kaj prav? Smeji se zraven. Kako pa druga. Fotar mislim, da ne vem, če sploh vedem. Da ve, da imam YouTube kanal, nismo tako, ne pogovarjamo se tudi o tem. Kaj imam še? Rada plavam, rada se družim z ljudmi. Pojem. Zdaj smo z mami začele peti, ampak zdaj že en cajt nismo, tako da bomo mogli malo povaditi. Kaj to pomeni, ste začele peti? Se usedete pa pojete ali kam hodite? Ne, pač zdaj zaenkrat sam vadimo skupaj, ne. Recimo v mladinskem centru imamo eno vadnico, pač tam si čisto za sebe, prav dejansko je skoraj ko studio, ne. Tam gremo in prvo se malo opevamo, ona ima pač ful tega znanja glede petja pa tega, samo jaz ne računam na to, da bom zdaj pa neki ful in sploh, zato ker me to ne zanima toliko, ne. Jaz bi rada samo to
kar je v moji duši dala ven. In se čim manj obremenjevala s temi pravili, kako pravilno peti, pa prepona, pa to vse malo delam tako, ne, da me pol grlo ne boli, ampak niti se mi ne da, pa tudi samozavest mi zbija, pol ja, pa to moš popraviti, pa on moš popraviti, pa raje si ti sama poj tam, ne, ajde bog, me se ne da, ne. Pa zdaj smo študirali, da če bomo res dobre, ne, mislim, če vsej smo kar hitro se učimo, pa imamo dosti posluha tudi. Jaz imam veliko veselja, pa Ja, več posluha. Sej to je po moje veščina, to je itak je mišica, ki se da trenirati. Po mojem, jaz sem mnenja, da se da vse naučiti, Ja. tako da verjetno bi se to podalo. Ja, to se da, po mojem. Sam, mi smo tako, pač mi imamo že to v familiji, talent in zakaj to ne bi zdaj izkoristili, ne? Pač nikoli nisem imela toliko Kaj pa to samozavesti. pojete? Mislim, kakšna zvrst? Oliver Dragojevič, te razne odpevskih zborov, take bolj zborovske pesmi. Tako da se lahko približamo, kako bi rekla, najnim zmogljivostim. Ne zdaj, da bom jaz pela nekaj od Beyoncé, ki mi itak ne bo šlo, ne? Ampak recimo jaz pojem sopran in kaj drugega ful težko poje, ne, kot sopran. Na ta način. Pa če bomo res dobre, bi pa mogoče celo kaj nastopili. Pa kakšen denarček od tega dobili. Pa ful moja strast je glasba drugač. Kakšen pa glasbo poslušaš, kakšna zvrst? Veliko. Progressive trance. Ampak ne kar vsak progressive trance, ne, se pravi, že to, da je trance je podzvrst elektronske glasbe, se pravi, jaz poslušam podzvrsti od podzvrsti. Tako da je klubska glasba, da se lahko pleše na to, ne? Pa da ni preveč žaganja. Potem imam rada recimo kaj sodobnega na funky način. Od tega trensa, kaj je ena zadeva, ki enega izvajalca, če poveš, je ful všeč? Dave Milner ima en ful dober komad Snowballs, ampak to poslušam sam ta komad od njega. Potem Ana Criado je ena pevka, ki včasih so imeli ful dobre komade, zdaj, mislim, to so taki izvajalci, veš, ki ni tako kot Nuša Derenda, ko poje že 20 let, ne. To pač je neko obdobje 5 let in pač... On tega ne veš. Ma se ne poznam, temu sem v diskoteko, pa se ti tam muska takrat vrtila, sem da ne poznam, veš. Kaj bo še? Ferry Corsten, ta je dober, ja. Nika Čuza. Take, to so bolj old school, te že skoraj, ne vem, nisem jih videla že dolgo časa, zdaj je že ful se te zamenjalo. Armina van Buurna jih ne poslušam, čeprav je najbolj znan. Skrillex, mogoče samo en komad, pač on ima pa že bolj, kaj bi rekla, bolj, kako se reče, ni tehno, neki hardcore, ne vem zdaj. Pa recimo všeč mi je Big Bandi, ne, pa to, ko je recimo Paloma Faith, je ena, to je zdaj ratala bolj znana, ima take, malo na funky, malo na veš, ko so bili zalisci, pa motoristi, pa to, kaj mislim. Rock? Rock, ja. Pač neka mešanca zvrsti, no, take zadeve, pa pop. Pa skoraj vse. Ja, če Furjada mi ne gre glih, se pa probam odpreti za razne nove zvrsti. Zdaj sem začela po novem poslušati hip-hop, ki ga prej nikoli nisem, ne. To pa zaradi tega, ker sem v bistvu, meni ful glasbena produkcija všeč, ne. To je v bistvu en moj hobi, v katerem sem strastna. In bi pač dejansko zdaj si sestavljam svoj studio in želim pač svojo glasbo potem tudi proizvajati in dati na radio in mogoče kaj tudi zaslužiti. Kje sem ostala? Da boš musko delala pa zaslužila? Ja, hip-hop. Ni mi vsak hip-hop všeč, pač to sem zdaj tako začela poslušati malo, recimo, kakšne take eksperimentalne zadeve, recimo Chinese hip-hop v smislu. Ni treba, da sploh karkoli rapajo zraven, ne, sem da je tako
semplirana muska, če si znaš predstavljati, iz samplov, iz malih delčkov narejeno. Iskreno povem. No, pač en tak poseben stil, ne, tak, vzameš en delček glasbe, pa jo zmiksaš tako na različne načine, pa daš zraven efekte in potem recimo pa si ti malo omejen glede na tisti sample, ne moraš kar malo študirati, ne, kaj bi zraven zdaj pasalo. Ker jaz lahko zašpilam karkoli zraven, ne, ampak ni mus, da bo vse pasalo na tisto, tako da moraš kar malo študirati, pa kako bas potem komponirati zraven, da bo pasalo, ne, da se bo pogovarjal bas z bobni, recimo, to je pomembno, da se usklajuje skupaj, ne. Ker recimo en kolega mi je poslal svoj izdelek, ne, in jaz tisto poslušam in meni se je zdelo to zmešnjava, ne. Kaj je zdaj to? Kaj zdaj jaz nekaj poslušam tako, no, ne vem, jaz sem to že tako prirojeno, da tako slišim te akorde, kaj paše skupaj, kaj ne paše. Mogoče malo domišljija mi manjka, da... Ja, vidim, da poznaš dobro. Lahko da nekaj ranka, samo ustrajati trening. Ja, se s tem že kar par let bavim. Sam nikoli nisem imela niti pogojev, niti, veš kaj, ne znam niti nalagati na teh programov na računalnik in pol zmer nekaj ne dela in noben nima časa za mene, ne. Ja, najdi, da bi to zrihtal. Ja, zdaj upam, da pa res bo. Zdaj smo sformatirali računalnik. Kaj si že najdla, da ti nekaj luknja zvrtala, kaj naredil tam v sobi spodaj? Za elektriko? Ja, ja, super, super, to imam zdaj porihtano. Ta teden bom še polila tak en cement v kleti, da bo fino ravno. Kar nekaj žuželke mi prehajajo vrlo in tako gapno. Tako da ja. Kje se pa vidiš 10 let oziroma kakšen tvoj plan življenja za naslednjih 10 let? Ja, jaz res upam, da mi bo zagnal s to glasbeno produkcijo. Lej, če mulci mlajši od mene lahko služijo s tem in to dobro služijo, na en projekt recimo vsaj 100 evrov. Kaj to pomeni en projekt? Recimo, da delajo glasbene podlage za druge reperje, pač take stvari. Pa lahko fino zaračunaš, bo pa drugi vidijo, da ti to znaš, di mi še ti to, ali da mi to naredil, ne. Pač jaz res upam, da čez 10 let, da bom pa že res imela kar en nabor komadov v zuni. Pa zdaj ne vem, kam me bo odpeljala, ali bom imela redno službo, pa imela to za hobi, ne, glasbo, ali bom pa, ne vem, pač imela glasbo kot redno službo nekako, pa se bom zraven še s kakšnimi drugimi stvarmi ukvarjala. Še kaj drugega se vidiš čez 10 let, da je glasba na prvem mestu? Zaenkrat mi je glasba pa grafično oblikovanje na prvem mestu, drugače pa kaj bo prišlo, lej, zdaj, če... Kaj pa YouTube? Ja, tudi to bom furala naprej, ne, zdaj pač kam me bo, kjer smer me bo odnesla, ne. Pa ko sem že v prejšnjem videu rekla, da mogoče, da bi stilske preobrazbe delala pa to, da bi probala, ampak navadnemu folku, ne, ko se ne zna obleči, ne zdaj ono, da bom jaz celebrity tam oblačila, ne, ampak take navadne ljudi, ko mogoče nimajo toliko smisla, pa bi rabili kakšno pomoč, ali pa recimo, ne vem, pa mi je prišlo na pamet, da ličenje, ne, vsi tako jamrajo, ja, pa ni dosti strah za ličenje, pa kdo bo to prišel, ne, lej, mogoče pa, da bi delala na kakšnem bolj takem poljudnem nivoju, recimo, ne vem, tvoja kolegica ima jutri rojstni dan in grejo na nek party, ali pa ne vem, en se pač dan slučajno se odloči, da bo pač, veš tako, prideš v salon pa rečeš, ne vem, kakor da bi prišel k frizerju, ne, da se tako naučiš, ne. Ja, jaz pa imam grem pa na en zmenek, pa bi rabila en lep make-up, če me lahko naličeš, ne. Za take navadne stvari, ali pa grem v kino, pa daj me prosim nalič, tako ono instant, ne, make-up. To si v zadnjem videu pozvala ljudi, da bi to delala, se pravi to stiliranje, ne? Ja. So se ti kaj odziv? Ja, eno gospo, mislim, dve sem dobila, ne, zdaj pač ena je ful zainteresirana, od druge pa zdaj ne vem, nekako nisem slišala, nič taka. Ja, drugače pa glede na to, da očitno obvladam make-up, če dalje boljš, ne, sem pa dobila ponudbo od mojih kolegov, da bi pač bili ena skupina, ker moj kolega hodi na fotoshootinge, ne, in da bi bili v bistvu skupinca, jaz bi bila maskerka,
pol imamo enega fotografa, pa potem, ne vem, imam enega, ko šiva stvari, ne, ker tudi on ima take, ne vem, srednjeveške obleke, ki se jih težko dobi, ne, pa je treba tudi kdaj kaj zašiti, ne, pa da bi pol skupaj v bistvu imeli tak biznis, no. In potem te slike, recimo, njem so že ukradli kakšno sliko, ne, Kitajci ali pa že. In to zdaj njegove slike prodajajo naprej, tiskajo na majice, ne, recimo. Tako da s takimi stvarmi, on to je ful previden, marsikdo mu hitro vse pokrade, ne, avtorsko treba pa zaščititi, vse, tako da ja. Če ti Kitajci ukradejo, se mi zdi, imaš lahko stokrat avtorsko zaščiteno, pa nič ne gre. Ja. S tem se moraš po mojem sprijazniti, kar sem jaz slišal, prebral. Tudi če zaščitiš, še zmer ti zvezdijo to. A si vi razmišljala, da je bila modna blogerka ali pa ta ličenje ti je toliko všeč, zakaj pa ne dobiš eno punco, kamero pred sabo, pa ti pokažeš, kako naličiti se to so. Veš kaj? Meni zelo znani YouTuberi, Instagrameri in tako naprej, ker ravno to delajo. Ja, jaz sem se to šele pred kratkim spomnila, ne? Ker dejansko jaz sem šele letos bolj začela ta make-up uporabljati. Prej nikoli nisem tako se šminkala. Tudi tako, kot sem danes našminkana pa to, ne? To prej pred enim letom tudi nikoli se nisem tako šminkala, recimo. Ali pa ful rdečo šminko, nikoli nisem, ne? Zdaj sem pa tako začela to eksperimentirati, pa sem videla, da znam te barve nekako skupaj skombinirati. In prvo nisem se niti spomnila, drugo pa na sebi mi je lažje to pokazati kot na nekomu drugemu, ker nimam izkušenj, da bi ličila druge ljudi, ne. Se pa sebe, ja, sej, bom posnela video, sem ti rekla, da sem ful lena, pa se ne, pa se bom. 2 kolegice sem našminkala zdaj, to je bilo to, ne, pač. Sam veš, kako je pri poslu, tudi lahko jaz povem, ker sem že dolgo časa podjetnik, ker se ti nekaj spomniš, moraš to takoj zaštartati, ne čakati nekih idealnih trenutkov, pa tega pa nimam, unga pa nimam človeka, da bi ga, to se moraš kar lotiti. To je ponavadi recept za uspeh. Zdaj rabim jaz motivacijo za naslednji video. Pač vse imam ideje, ne, dost, ampak ne da se. Se bo. Kako pa imaš te ideje, ki imaš za video? Kako se ti spraviš en video posnet? Čisto Mislim, tu se usedeš, pa rečeš, razmišljaš, kaj čem zdaj posnet, ali ti to, kar pride, ali si kam ideje zapisuješ, ali kako imaš? Ja, vse, kar sem zdaj naštel. Vse. Tako da, včasih je tako, da eno jutro poslušam muziko po pojsli in kar ena ideja se mi trne in se takole dam na pojslo in se kar posnamem, ne, recimo. Pol eni videi nastajajo več mesecev, tako da zbiram podatke, pišem si recimo na kompjuter pač zgodbo celo, ne vem, včasih naredim voice cover, včasih preberem, včasih se kaj pripravim pred tem, včasih se nič, zelo odvisno, no. Načeloma pač ideje same od sebe pridejo s tistimi težavami, ki se jaz v lifeu ukvarjam, ne, in pa se spomnim, aha, to se pa da na tak način rešiti, aha, jaz bi pa to lahko zdaj na YouTube dala, ne, recimo. Taki stvari je največ na YouTube. Ja. Če imaš neko težavo, greš ponavadi na YouTube rešiti, iskati in pol najdeš take zadeve. Največ gledam recimo tutorial, ne, pa glasbo pa to. Ja, čez 10 let, ne vem, kje bom. Boš kaj bolj pogosto video začela delati, ker prave sicer nisi navdušena na tem, ampak ja, jaz ne si snemam gledam se na rada. telefonu, zmeraj gledam Španka po domači, če je pizza zraven, da je nekaj novega in sem res, vse tvoje videe si gledam. Pa si uring stol. Ja, in mi gre na živce, ker ni nobenega novega. Mislim, Ja, se mislim, jih da pišejo, bi- če bom kaj Mislim, pustila. da bi bistveno hitreje se skušal, če bi bilo več Ja. videov, ker Ja. imaš zanimive, tako da sem prepričan, da ti teh idej ne more kar zmanjkati. Pridejo taki momenti v life, ko se ti nič ne da. Ja. Tako da, Od ta takrat tek, kamero daš pred sabo, pa poveš, da se ti nič ne da. Mogoče je to zanimivo, ne? ja, sej zdajle imam 1-3 videe v mislih. Glih o make-upu pa to,
ker sem videla, da res, pa tudi folk me je pol pohvalil, ko sem šla na žurke, pa to, wow, kako se fajn naličila, pa to, pa sem mislila potem narediti tutorial, kako rekreirati, kako se reče, rekreirati isti videz. Aha, se pravi nekaj preobrazba, kaj? Na sebi. Ja. Ja. Pač kako sem se oblekla, kako sem se našminkala, pa recimo folk me včasih sprašuje, ja, kako si ti tako lahko samozavestna, pa se daš na YouTube, pa jaz bi bila tudi rada tako lepa, pa popolna, ko si ti vizualno ali nekaj, ne, ampak jaz nisem bila zdaj taka, to sem se mogla ful let učiti sama pri sebi, recimo jaz sem po noči, ko so vsi spali, pa sem vzela make-up, recimo, pa sem se začela ličiti, pa sem videla, to pa ful grdo zgleda, ne, sem kot čarovnica, sem hitro se dol sprala, pa spet na novo naličila, pa spet sprala. To je vaja, ne. Ja, trening, tako, če hočeš, da to smučanje dobro ali po teku, ali po kolesarju, ne moraš trenirati. In ne boš verjel, tudi te čopiče, ki jih primeš v roke, ne, to moraš imeti v bistvu, ta gib moraš dobiti tako, mora ti primeti tako kri. Ni tako enostavno, ko nekdo misli, ja, se to pa tako malo zablendaš, ne, ni tako, bolj moraš vedeti ta prava senčila. Zahteva neko znanje. Ja, a pa te youtuberke, ne, ko so rekli, da ja, te magnetne trepalnice, ki so prišle ven, ne, če si kaj slišal, to je bilo zdaj ful veliki hit. No, pač ta tržna niša in to, ne, magnetne trepalnice si dan si tam tudi jaz gor, ne. No. Tako najbolj očitne so bajdo. Tako so vse so rekle, ja, pa to, pa tudi tiste, kaj so že make-up guruji slovenski, pa to lepa afla, pa to, ne, pa so rekli, ja, pa te trepalnice umetne, to je vse sranje, to ni dobro, to jaz to ne znam, ne. Meni je pa to the best, meni je pa to nekaj najlažjega, kar daš na magnetek, stoji, ne pade dol, nič se ti ne odlepi, ne rabiš se sekirati, pa sabo v taškici nositi lepilo za vsak primerček dol, ker pade tudi stoji fino. Sem treba pač je znati, treba parkrat povariti, da to daš gor, ne, pač vaja. Ko sem pa začel video snemati, jaz sem se posnel, pa se nisem niti pogledal, sem dal in se nisem sploh nikoli pogledal. Ja, ker drugače bi najdel cel kup razlogov, zakaj ga ne bi gor dal. Mislim, zdaj pogledam, ne. Zdaj, ko sebe tukaj vidiš, pa tudi še nekoga drugega sem se prej pogovarjala, pol to kar všeč rado, tako da zdaj celo sebe rad gledam, pa čeprav to ljudje običajno vidimo na sebi cel kup napak, ampak na začetku sem pa tako delal. In najbolj bi prišel, super si to povedal, pa to ne, dobiš malo samozavest in pol čisto enostavno rata, ne. Tako da velikih ne začne zato, ker se to bojijo, kako izpadejo, stokrat gre. Če imajo to pogleda, da ima te probleme, naj bi s name gor da zbriši lahko še zmaram, pa mislim, tu... Ja, čeprav kar objaviš ostane, ne. Ja, ampak gled, tudi če pogledamo, ne, rečemo, če nekaj ful brez veze narediš, ne. Zdaj, a je kakšen razlog, da bi se tisti ljudje, s katerim imaš neki odnos, ti njih ceniš, oni tebe, da se zdaj s tebe to norca delajo. Jaz sem na splošno z nobenega narodnega človeka ne delam norce. Jaz sem norca delam večjo zunga, ker se nič ne lot. Mislim, ne delam se, ampak če bi se tist pa karkoli, ki probuje, srečem vsaka čas svoj probo. Prvi je tak video, drugi bo boljši, tretji še boljši in tako naprej. Ne, tako jaz to gledam, tako da če kdo to gleda, pa ima strah, ali bi dal video gor, ali ne, posname se ne, nič ne gleda, pa gor ne se da. Mislim, jaz to tako. Jaz sem imela ene parkrat kar take videe, ko sem se dobesedno takole gledala, takole sem se tresla, ne. A čem objaviti ali nečem, ali kaj bi zdaj, ne, samo stisnem enter. Računalnik ugasneš, pa veš nekaj drugega delati. Pojedla tisto pomirjevalo, šla spat, drugo jutro, dobim telefonski klic, Špankar, svaka ti čas, kaj si to dobro naredila, tebi to všeč, ne, okej, vredi. In se jaz v bistvu tudi vprašam folk, ne, so vam všeč moji videi, ali pa ne vem, ne rajši izbrišem dol, ne gre v drugo smer, ampak folku je to čisto všeč, ne. V bistvu se mi zdi, da sploh nimam haterjev zaradi tega, dobro, razen da je moj kanal mali še, ampak zaradi tega, ker folk nima jajc, pa si nič ne upa reči, pa so taki džubreti, da večji ne morejo biti res. No, anonimni so hiter korajžni, ne. Ja.
Komu, ko bo šla ful na živce, pa to bo slejke prej dobila koga. Pa se jaz to lahko gledam, najprej adres, pa vse to danes ta Google, jaz to lahko vse natipkam, pa ti najdem. Ja, samo ne moreš vedeti, kje me prijema, če se jaz doma registriram na nov na YouTube, me ne boš najde sigurno. To je res. Čeprav ne, enkrat sem imela eno poletno službo, ne, z eno kolegico in smo se pač z turističnim avtobusom pelali po te vinskih poteh. In strankam smo pač, ne vem, smo jih entertainali in smo se ustavili pri eni zidanci. In tam je bil en fant, ko se je nekaj zagledal v mene, ne, in jaz pač kolegica, ne, z nas govorim, ko se tem zdi, da nas tak skozi nekaj gleda, ne, je rekla, ja. To ženske takoj ugotovite. Jaz drugače ne, takrat je bilo res očitno, jaz sem slepa za to. Meni to mami govori, drugače jim te pa tam gledam. Tak, ne, in pol so šla čist za foro, ne, sam vedela sem, kak zgleda, pa vedela sem približno na lokaciji, kje smo bili, ne. In jaz pogooglam to lokacijo in najdem to osebo in potem zvem, recimo, da ima on 2 nečakinje in da se bo poročil in kje živijo in vse sem pol začela, veš, tak, o človeku, ki nisem imela pojma, kdo je in kaj, sem na koncu vedela, ki živi, kdo so mu sorodniki, pa da se bo poročil, pa koliko je star. Vse, in stari moj, ne se zajebava. Glej, tak, Google, sej pravim, sej tudi mene so šefi, so me pogooglali, pa vse so me, ne, pa... No ja, to ja pogooglaš, ampak nekoga, ki ga ne poznaš, je pa kar težko najdeti, no. Jaz se s tem ukvarjam, pa bi ga težko najdel. Ja, bi šel malo te fore, lokacije, pa bi šel lokacije gledati, kdo je bil na tisti lokaciji, pa take zadeve. Pa skupni prijatelji, pa to vse. Danes je že tako smo na tem Facebooku, pa teh socialnih omrežjih, že težko, da te ni na nobeni sliki, ne. To je res, ja. Malo je kar nevarno, če se tako zamisliš, ampak po drugi strani pa dupa ima veselje mene tudi zjebati v glavo. Poleg tega, mislim, jaz tudi, meni, če se odkoli, jaz grem tudi tam, pa te najdem, pa te, ne, mislim. No, vsak lahko vsak mi nagaja, če hoče, ne, ampak načeloma je pa tako, če si ti pošten, če nisi nobeno nič dolžan, če nisi nobeno nič slabega naredil, se nimaš kaj pa. Ja, se tako si jaz tudi mislim s tem YouTubeom, ne. Ja, imaš pa zmeraj nasprotnika, nikoli ne boš vsem všeč, tako da... Sam le, če se nekdo iz tebe zajebaval, haha, kak video si pa ti objavila, bla, 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 ne, zakaj bi se jaz sploh s takim človekom tudi v realnem življenju hotela družiti, ne? Ker zajebavajo te lahko tudi brez YouTubea, ne? To je res, jaz tudi na socialnih omrežjih, ne, je zmeraj ubran stopom nekomu, ne vem, ki pri kakšnih fotografih do sliko objavne, ves vesel, da je dobro naredil, pa me vsi skritizirajo. Jaz to nikoli, zakaj bi človeka kritiziral? Jaz vem, koliko neki pozitiven komentar, koliko človeka dvigne, s komu ne pravi nekoga, mogoče je dober potencial za fotografa, pa mu bo res kritiziral, pa se pol naslednje slike sploh objaviti na Google, tako da jaz zmeraj rajši pohvalim, kakor skritiziram. Rad pa kritiziram nekaj druge radi kritizirajo, drugače pa jaz pa kar kritiziram, nekako sem se navadila, ampak ne samo, ja, to je slabo, to je za nič, bla, 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 ne. Jaz povem, tu pa to ni dobro, te proporcije, tam je roka pretanka, zakaj si to tako naredil, zakaj ima ustnice tako narisane, da imaš študiri, odkot pada svetloba, pa če nisem več risar, ne, ampak... No, zdaj moramo tudi ločiti, ne, dobronamerna kritika, pa una žleht kritika, ne. Običajno so žleht kritike, ne, malo je, ne vem, jaz sem ful vesel, če mislim, da mi reče presvezna slika, aha, dober. Pogrem njegove slike gledati, vidim, da imamo tukaj bolj presvezne slike, ki je zelo štime in govoril. Če pa neki strokovnjak reče, pa pove, kaj sem narobe naredil, pa ja, jaz sem tudi, mene to nič ne prizadene, tako da jaz lepo vprašam, aha, kaj pa ni okej, on je pa običajno ali tišina, ali pa tako odgovor, ja, čist brezvezna slika je, ampak da mi povej, kaj je brezvezna, da bom jaz sem drugič boljš naredil, ne. Tako da, jaz imam rad, mislim, jaz se s takimi ljudmi sploh ne obadam, tako se mi zdi, da so malo omejeni po glavi. No, bošljivi so ti neki, ne vem, zakaj bi se ti v enega nekaj spotikala, ker ti ni nič brez veze, razen če ti, mislim, na to se ti prej razlagal, celo ponosil, če sem bil v mene. Spotakne, ker pomeni, da mi nekaj navoščil, da mu nekaj gre na
živce ali moj stil življenja. Pa tudi nabijati algoritem, ne, na internetu, da tako reč. Ja. Jaz sem pa dobila na zasebna sporočila, kdaj pa kdaj dobim na Instagramu, neke dolge spise ljudi, ne vem, recimo, joj, hvala, ne vem, vsaka ti čast, pa neki, ti tudi to dobivaš? Ne? Mislim, ne, za čisto točno, kaj misliš? Recimo, pač jaz dostkrat razlagam, ne, kaj si mislim o teh, ko se smejijo tistim, ki imajo mentalne probleme ali pa ko se iz nas delajo norce, to ne. To je, vsak ima svoje težave, ni ono, da ni Noben je brez težav, še oni zvezdniki padejo v depresijo, bereš pa se rečeš. To tak neki najbolj normalnega, res nič posebnega mi ni, ne. In tak ljudje se mi pol zahvaljujejo, joj, dvignila se mi samozavest pa tako, ne, ali pa ne vem, a imaš ti kak predlog za mene, mogoče lahko mi kak pomagaš, jaz ne znam priti ven iz te stiske, ne. Sicer jaz nisem psihiater, jaz lahko povem sam iz svojih izkušenj, kak sem jaz pol zrasla, ne. No, vsak ima v eni stvari izkušnjo, lahko drugom pomaga, da sem prepričana, tako da. Zdaj, tako, malo se mi res ne da ukvarjati s folkom, malo se mi pa tudi da, tako da odpišem, pa probam pomagati, zdaj odvisno od dneva, no, pač. Mene, če z mojega področja sprašujejo, ne, zelo rad odgovarjam, ampak hočem javno odgovarjati, da napišem jaz to vsakmu posebej, ker to lahko pol cel dan delam. Ne. Tako pa če eno odgovorim, da pol čez en mesec isto vpraša, rečem, da tukaj imaš odgovor, me en isto vprašam. Tako da to mi je pol, tisto vsakmu posebej se pa že res času. No, saj to mi gre na živce, ne, saj drugač pa javno po tem sistemu pa tudi jaz odgovarjam. So se te obdelala malo še kaj, so kaj pozabila? Saj ne vem, kam imaš ti to, imaš še kako vprašanje? Iz glave ga ne vem. Kaj nimaš na računalniku? Imam se vse. Sr? Čakaj si pa jaz na mobitelu. Kaj ne rečem? Imam se vse. A ne si boš. A ja, zakaj mislim, da je ljubezen sranje? To sem te že vprašal. Ja, sam se mi zdi, da nisem tako odgovorila. Pač rekla sem, da ni sranje. Ja. Ampak to, kaj folk dela iz tega, pa je sranje, no? Tak da... Zakaj so moški prasci? Če mislim, da so ženske bolj, da so moški bolj prasci kot ženske, ne vem, jaz mislim, da je tako. Čisto odvisno od človeka, no? Imaš take kretene, ko res prav izkoriščajo, no? Poznam zgodbe, ko res ono zavajajo. Poznaš tudi zgodbe, ki so pa tudi ženske zelo žlehte. Joj, ne družim se z žlehtimi, pa ne vem bolj. No, jaz mislim, na obe dveh straneh imaš žlehti moške in ženske. Ampak mislim, da ful žleht znajo pa še bolj ženske, da ker ženske vse bolj preštudirajo. Ja, jaz sem eno tak naredila, da me ne more več videti, ko se cela grupa tipov kar odstrani tam ono. Kaj so pa naredila, še iskreno? Nič kaj taga, samo sramotila sem ga mogoče. Pač to mi je bil pojem, ker mi je stopil na živce. Jaz govorim o nekih takih zadevah. En je razlagal, da se ženska njegova žena 30 let poročen, z neko duhovnostjo se ukvarja in se je pisala neke tiste afirmacije, kako pravijo, in je želela, da se v prometni nesreči ubije, da bo ona neko zavarovalnino dobila in ne vem kaj. To je tista žlehtnova. Afirmacije ne delujejo tako. Ja, upajmo, da res. Mislim, da ne, zato ker če delaš ti slabe dejanja, ti zablokirajo. No, ne vem, mislim, to je zame žlehtnova, zame ni žlehtnova. Jaz tudi nikoli ne bi nobeni ženski zameril, da sem z njo v vezi, ko mi ona enkrat reče, ti veš kaj, nisem več vata zaljubljena, bova nehala, rekel, ne, dober, tu veš, če se razumel, ker vseeno ne morem biti, če nisi zaljubljen, ne? Tu ne bi absolutno zameril, v dobrih odnosih bi ostala vse, bi pa zameril, da imaš še enega drugega zraven, pa se mi še cela vas smejo, vsi vejo samo 6, ne? Tako da to je zame žlehtnova. Vse to, ko sem rekla, je iskrenost.
ugasnil? Ja. Ja. Ko imajo nekateri slovenski youtuberji več 10.000 sledilcev, ne, zakaj imam jaz tudi manj. Ja, vse tako, kot si ti rekel, po moje premalo objavljam, ne. Ja. To je to. Po moje ta razlog. Pač folk ne ve, da obstaja. To tudi jaz mislim, tako da Čeprav- poskrb, da bo vedel, da obstaješ. Čeprav mi je pa res čudno, ne, tak, mislim, po domačem kraju, pa si ti rekla, ne, pač po domačem kraju tak se govori, da ena tlele domačinka ima svoj YouTube kanal pa to, ne. Tako da ne vem, mogoče me spremljajo, pa se ne upajo subscribe. Ja, to je to. Da spremljajo, pa se ne upajo, da ne bo vedel, da jih spremljaš. Mislim, da te spremljajo. Ja, ker meni se prikaže, da me spremlja. Ja, seveda lahko vidiš. Možno. Možno te gledajo, pa te ne spremljajo. Ker meni se dostkrat zdi, da neko si rekel, če sem imela že kdaj težave z iskrenostjo. Mogoče je to fora, da ko si tukaj iskrena, ne, da pol folk se kar ima ono back offa, ne. Ja, mogoče se te malo straši. Vse eni fanti se me tako tudi ustrašijo, ker mislijo, da so lepa slika, ne, pač Ja. lepa za pogledat, pridna punčka, tako da se fino uštimam, ne. Pa takoj mislijo, aha, zdaj sem pa glupa blondinka, zdaj pa lahko z mano delajo, kaj hočejo. Sem tak Glupa občutek. blondinka me ne zgledaš, ker pol ne bi video imela takih, ki jih imaš, ne. Na prvi Te je pa pogled. težko preceniti, ne. Nisem mogel vedeti, kakšna boš, preden sem te srečal, ne. Res ne. Ne mislim, da izgleda tako, ne vem, a bo pogovor stekel ali ne bo stekel, ali boš neka zatežena. Če se tudi s kakšnim dobiš, vse lepo misliš, da bo, pa se nimaš kaj pogovarjati. Ne, jaz pa nisem. Jaz pa sploh nisem pomislila na to. Ker nekako sem dobila ta občutek iz videa že tako pač. Ja. Ja. Pa to, Ne. mislim, jaz to zmeraj ne, nikoli ne rečem človeku nekaj slabega, če ga osebno ne poznam. Ker se mi je že dostkrat, ko sem bil, rečemo, govorim, ko sem bil toliko star kot ti, ne, pa ne se veš, takole fanti smo okoli hodili, ne, pa kakšen ti je bil frajer, pa ti takoj smotan bil, pa fucking, pa če se je dobro malo pa pripelo, ne. Ampak pol, ko sem ga pa spoznal, si pa videl, da je čisto super človek in sem potem celo prijatelj z njim ratal, ne. Tako da Nimam takih izkušenj. jaz nikoli ne cenim človeka, dokler ga osebno ne spoznam, ne. Ja, jaz tudi ne. Ker tudi, ne, ta ljudje se čudno obnaša. Mogoče se čudno obnaša tako nerodno, ker nima samo zavesti, ne. Pride kdo pred kakšen lokal, pride vas postraša noter, pa tudi mogoče koga ne pozdrav, mogoče ga sploh ne vidi, ker mu je tukaj nerodno, tako da jaz potem ne cenim. Tako da ga hočem spoznati, Niti ne pol pa pomislim. rečem, ne, pol pa rečem. Mislim, pol si postvaram. Recimo moj kolega, ne, Ja. sem dobra prijatelja, tako že dolgo let. Ko je mene prvič spoznal, ne, je mislil tak, da pač on ne ve, zakaj ima tak kompleks, da zmeri, ko vidi eno lušno punco, misli, da je taka presrana, pa da je nekaj, da se dela fino, pa to, ne. In tak, ne vem pač, a imaš to kak kompleks s sabo ali kaj, ampak jaz nikoli ne pomislim na to, aha, zdaj je pa tak človek, ne. V bistvu glih kontra, jaz pa zmeri, namesto da bi žlehte razmišljala o ljudeh, zmeri nekaj dobro mislim o ljudeh, ne, in to se potem, kako bi rekla, tudi lahko ljudje to izkoristijo, ne, pač mojo dobroto v smislu, da me zavedejo ali pa ne vem, ali pa za mojim hrbtom bolj kaj govorijo. Sam to moraš fante razumeti, tudi jaz lahko povem, ker sem bil mlajši, da smo do punc hodili. Tiste najlepše je bilo najtežje iti. Ne, mislim, si nekako razmišljal, da mogoče ona ima več oboževalcev, to bi sigurno zavrnila, ker neka povprečna. Čeprav ne, pol na koncu se to izkaže, da v onih talepih se nam ne upa pridati in potem smo v onih talepih hodili, ker je tako dobro prišel, pa se je upal, ne, tako da. Zanimivo. To je kaj. Meni se zdi, da samo oni ta glasni pridejo, pač onih, ali so malo mutavi, ni muzda vsi, ne, ali pa imajo kao visoke standarde, to sem zdaj videla, pač družba se tudi spreminja, ne. To. Dostkrat sem slišala, recimo, ali pa zdaj nazadnje, ne, sem slišala od enega fanta, ja, menjavo sem punce, ne, dosti to, ne, pač meni je to cool, ne, super, pol imaš ziher izkušnje, ne, jaz sem to rada, pač.
Zakaj pa si menjam punca, ne? Mislim pač, zakaj zdaj si me zagledal, ne? Zakaj? Ja, ne vem, pač tako si mi lušna, ne, pa to, pač bil sem preveč zbirčen, pa nisem potem z nobeno državo. Največkrat sem bil z neko punco, sem bil pol leta, ne, recimo. Jaz sem bila pol leta z nekim tipom tako, ko sem bila še 16 let stara, ko sem imela prvega tipa, ko še sploh nisem vedela, zakaj se gre, ne, pa sem bila že takrat pol leta skupaj, tak, ne vem. In potem vidiš, da v bistvu ta tip sploh recimo nima tak visokih standardov, sam lehki je, recimo. Ne mislim zdaj, da je ta človek slab po duši, ampak recimo noče, da ima probleme, hoče, da ima dobro plačo, hoče, da je ne vem kakva lepotica, ni v redu, če ima kratke lase, ni v redu, če je to, ni tako ono, kaj sem jaz že od teh tipov slišala, pa tudi tam 30 plus, ne? Veš, kaj je tudi pri tipih, ki ful menjajo ženske? Tudi pomanjkanje samozavesti. Jaz sem tudi tak bil, to na svojem govori. Ja? Mislil sem, da bom frajer, če bom več imel. A res? Ja, ker sem Meni pa bil, to glih v srednji šoli sem bil bar z vasi, manj sem bil komunikativen, pa tako naprej. In ne vem, vsi v razredu imeli punce, samo jaz ne. In to je bolj tista močna želja, enkrat bom pa tudi jaz interesantna za punce. Jaz tako vidim, imam enega prijatelja, ful na avtomobile da. Srečem ti, pa se ti splača toliko delati za te avtomobile, zgubljaš naprej. Prav ti veš, mi smo bili revni doma, jaz sem si že kot otrok zmeraj rekel, jaz pa enkrat bom dober avto. In viš, on se avtomobile želi, jaz pa mogoče bil tudi že privat imel in sem jaz zmeraj dobro avtomobile, viš, mi pa avto ne pomeni čisto nič, ne. Tako da to je ponovadi in jaz sem si samo pa še pol punco, ki sem imel, ne, zelo bi se tudi poročil, ampak me pol pustila in ne, pol pa moraš frajer izpast, pol pa ne, več, ki imaš iz tega, v bistvu si samo zavest dviguješ, mislim, to ne govorim se pozitivno, ampak negativno, ne. Tako da mislim, da je doskrat tudi to, da za to tipi. Zdaj, za mene tisti tip ni izpadel frajer, ne, tako da bi rekla, sem se malo zbala oziroma se slutila, če si ful menjal punce, pa je zihar ne bom za tebe. In sem točno vedela, ne, da se me bo ustrašil oziroma pa sem naštela razloge jaz, ker nekako se mi zdi, da imam že dosti teh izkušenj, kak ne rečem, kaj si človek misli, ne, in sem pa naštela, tebe zihar moti, ker pač ti potuješ, recimo, jaz ne, ker imam svoje probleme. Že to, da imam svoje probleme, potem mogla bi biti pač na isti mentalni ravni kot on, ne, on enostavno ni recimo umetnik, ne. Tak drugačen način razmišljanja in recimo njem je problem razdalja, ne. Meni razdalja to nič ne pomeni. Jaz tako rečem, ker ti vse se da, če se hoče, ne. In tisti, ki bo si neko punco res želel, ali pa fanta, ti bo naredil vse. Jaz, brat od moje kolegice je šel ne vem kam dol po eno punco, ko sta se toliko cajta dopisovala in se je skoraj misli poročiti z njo, ne. Tako da za mene neka razdalja pa to, da nimaš časa neki, to je bullshit, navadno bullshit. Zgovor oziroma premajhna želja. Ja, ne, premajhna želja, zato ker imaš ti previsoke standarde oziroma ker si pač preveč plehki in hočeš, ne vem, da kaj je vse super in fajn v življenju. Pač ni sam rainbows in sunshine. Ja, ne, to. Še kaj? Če berem knjige. Ja, si povedala, da zelo malo. Ja, zelo malo, ampak zdaj sem pa začela eno knjigo brati, glih včeraj sem jo odprla, čakaj, glih jo imam na mobitelu. Jaz klasičnih knjig ful ne berem, ampak tvojo sem pogledala, ki si mi jo dal, ker pač glih ta tematika me zanima, ne. Drugač pa en producent, pač zdaj sem malo s temi producenti stopam v kontakt, ne, pa mi je dal eno knjigo o glasbeni produkciji Internal Mixing od Friedman Tischer-Meyer, nekaj takega. V glavnem zakompliciranost, toliko bogov res, ampak... Moram si vzeti še kakšno tako lahkotno branje, ki se tudi kaj naučiš. Rečemo
lepih knjig, hribe, ki hodiš. Ne, nisem Imaš dolazec, veselje. ampak imam pa rada tako planine, tako da prideš gor pa uživaš. No, preberi si knjigo Pot od Nejca Zaplotnika. To je tako lepo napisana knjiga, da ti bo takoj gore všečila. Ja. To je ko je bil neki Umrl je v Ja, enem plazu pod neko goro v Himalaju. To je ena najboljših knjig, kar je v Sloveniji šla. to sem slišala Ja. na televiziji. Tako da to preberi pa ne vidiš to. Ja, jaz pa knjige. Še morje ne maraš, sem pa narajš morje pa knjige. Kaj ti reče? Jaz bom morju dala še eno šanso, tako bom rekla. Nisem neka ljubiteljica, ker nikoli ne vem, kaj plava pod mano. A zaradi tega. Kaj pa samo morje, da ga gledaš? Jaz se lahko sedem Pa pa dolgo gledam cajt. morje 2 ure. Pa boljš mi je planine, ne? Tam so rožce, tam je tak kravice, imaš tam pa... No, meni je ful dober planinar ob morju, ki še morje od zadaj ga vidiš. To mi je ful dober, ki je pokažen tem vele pitu. Ja, to pa nisem že. To mi je ful dober. Kje je to? Tle na Hrvaško imaš, vsej Hrvaško obala je skozi bregu dokaj strma, ne, od reke dol, tako da... Te klifi so taki srhljivi. No, ja, klifi so tudi super, no, tako da... Ja. Čakaj, da pogledam, če smo še kaj. Zakaj nisem mogla... Aha, ok, dobro. Sva vse delala, Ja. po mojem, se tudi ne vem, kdaj tukaj zaprejo, da ne bo vanj. Aha, vredi, to je to. Veseli, Hvala lepa. da si se odzvala na moje povabilo. Ja, še kdaj, če bo kakšna Prijetna zanimiva sogovornica, tema. tako da upam, da se še kaj najdeva. Prav, Hvala. ni za kaj.